fakultete za farmacijo. Naslov so novodobna zdravila, nestabilna. Precej laičen naslov za stvari, ki bom kasneje govoril, ampak ne glede na to, v bistvu je neka rdeča nit mojega predavanja. Bolj podrobno pa v bistvu bom govoril o proteinih v trdnih farmacevtskih oblikah in če so, se pravi, slednji stabilni. Predavanje v bistvu je nekako predstavlja projekt, katerega trenutno delam oziroma na dveh organizacijah, na Fakulteti za farmacijo in LEK-u kot industrijskemu partnerju. Naslov nosi strukturna karakterizacija proteinov v trdnih farmacevtskih oblikah. V bistvu projekt je financiran strani Evropske unije in razpis je pa bil objavljen na ministrstvu, se pravi, v bistvu tudi slovenska politika nekaj prispeva. Nekaj takih čisto osnovnih podatkov, v bistvu projekt traja 3 leta. Nekako razdeljen je, da bi prvotni 2 leti raziskave potekali na Fakulteti za farmacijo in zadnje leto bi v bistvu raziskave implementirali na industrijskem nivoju, se pravi partnerju LEK-u. To je pač znesek, ki ga je država namenila, od tega v bistvu 8% prihaja nepovratnih sredstev iz Evropske unije. Pametna specializacija, to je bolj kot nepomembno zaradi tega, ker spada pod področje biofarmacevtike in ravno zaradi tega je Zdravi Lek v bistvu v Sloveniji na tem področju. Sam sem zaposlen uradno na Fakulteti za farmacijo v raziskovalnem programu farmacevtska kemija, načrtovanje sinteze in evalvacija. Se pravi, farmacevtska kemija. Nekako tako lahko to razlagamo, da je farmacija pa še zmeraj zdrav in precej kemije. Tekom tega projekta niti ni tako zasnovan, da bi potekalo precej kemijsko gledano, ampak ne glede na to je precej kemije in tudi farmacije zadaj. Nekaj splošnih ciljev tega projekta. V prvi vrsti raziskati moderne izbrane analitske metode, ki bi omogočile strukturno karakterizacijo proteinov v trdnih. Se pravi, nekako tako, kot da bi v bistvu direktno trden vzorec ga poskušal preko njega z analitskimi metodami karakterizirati. Verjetno je večini vam znano, da ponovadi karakteriziraš proteine preko raztopin. Spravi, trdni vzorec raztopiš in potem gledaš raztopino. V tem primeru v bistvu je cilj projekta, da to delaš direktno na vzorcu trdnem, brez da bi ga raztapljal. Seveda, pri tem je ključnega pomena priprava vzorcev, če ni vzorcev nimaš kaj praktično raziskovati oziroma analizirati. In dejansko zdaj v prvem delu projekta smo se bolj kot ne ubadali s tem, kako pripraviti sploh primerne vzorce, potem nekaj kasneje. V srednjem delu oziroma bolj že drugem delu projekta bomo izbrali analitske metode, dejansko tiste, ko se bo izkazali za najbolj uporabne, razvijali dalje in v končni fazi v bistvu tudi nekako implementirali na industrijski nivo. To je nekako končni cilj oziroma plan rdeče nit ocade, da bi v bistvu te raziskave potem industrijski partner LEK uspel koristiti v bodoče in nekako, da bi pač jih prenesli na industrijski nivo. Predvsem zato, v bistvu to piše v tem zadnjem stavku, da če bi uspeli karakterizirati protein v trdnem, če je on stabilen ali ne, recimo v nekem zdravilu, bi to v končni fazi v bistvu LEK-u doprineslo, da bi lažje izbiral primerne formulacije za stabilnostne študije, se pravi, v principu, da bi njim bilo lažje sestavljati zdravila s proteini. To je precej na široko povedano. Nekaj osnovnih, zakaj proteini kot zdravila, v bistvu
protein kot zdravilo je bolj kot protein, mislim, bolj kot zdravilo je učinkovina znotraj zdravila. V bistvu v zadnjem času se precej raziskuje v tej smeri, da se bi nekako do sedaj nam znane spojine, predvsem kemoterapevtike, zamenjalo s proteini, pač kot neka alternativa. Seveda so prednosti in slabosti. Ena izmed prednosti je, da nekako splošno velja, da so se pravi, ljudem bolj prijazni oziroma lažje predstavljajo lažjo obliko zdravljenja. Imajo seveda tudi nekoliko bolj načrtno usmerjeno obliko zdravljenja, se pravi tarčno bolezen, recimo rak, lahko z proteinskimi zdravili bolj učinkovito pozdraviš, kot pa, ne vem, s prej dobro poznanimi kemoterapeutiki. Je pa seveda vedno tista slaba stran, ko imaš dosti dobrih strani, in to je seveda težaven razvoj in proizvodnja, in v končni fazi to nekako pomeni dražje zdravilo. Seveda, če ti pač težje ga razvijaš in težje ga proizvedeš, na koncu to v industriji pomeni malo več denarja, pa za nekaj, kar je v bistvu že vsem znano, samo reproduciraš. Ključen pomen, zakaj v bistvu trdne farmacevtske oblike, se pravi, zakaj protein damo v trdno obliko, zato da mu v bistvu povečamo stabilnost. In to v večini primerov poteka preko procesa liofilizacije, oziroma po slovensko, ko bom prav povedal, sušenje z zamrzovanjem. Približno tako to zgleda kot po domače, v bistvu, da ti hladiš in istočasno zmanjšuješ tlak in nekako vodo, seveda, v tem primeru, odparevaš. Ampak lahko si predstavljamo to kot neke vrste sublimacijo, ker v bistvu, ker hladiš, je dejansko, mi lahko si tudi predstavljati tako, kot da v bistvu led odparevaš, čeprav ni jih tako, ampak po domače je to to. Med samim procesom liofilizacije, se pravi med prenosom zdravila iz raztopine v trdno obliko, je sam protein kot učinkovina izpostavljen raznim stresnim dejavnikom, ki lahko seveda vplivajo na njegovo stabilnost. In se lahko že tekom procesa, se pravi ti, ko iz raztopine daješ v trdno obliko, da boš potem to recimo zapakiral v tabletko po domače, se že na tem nivoju lahko povzroči temu reči razgradnja strukture proteina. In seveda, to je velik minus, v bistvu, ko protein izgubi svojo strukturo, saj se to v bistvu, čim se mu začne rušiti struktura, to pomeni nestabilen končni proizvod. Seveda to je slabša kakovost, varnost, učinkovitost, ker dejansko v bistvu ti v samem zdravilu potem nimaš toliko učinkovine, oziroma dobre učinkovine, kot se imel v raztopini. Se pravi, namen raziskav, oziroma zakaj je v bistvu ta projekt sploh štartal, večina analitskih metod, kot sem čisto na začetku omenjal, nekako raziskuje lastnosti proteinov v raztopini. Se uporablja, oziroma se je tudi večkrat že v prejšnjem desetletju uporabljalo tudi v trdnem, vendar je to manj raziskano področje, kot pa recimo, se pravi, zaznavanje lastnosti samih proteinov v raztopini. Se pravi, s to vrstno metodologijo, s katero bi lahko v bistvu karakterizirali protein v trdnem, v bistvu v začetni fazi formulacij, se pravi, ko se šele zdravilo razvija, ovrednotili, se pravi, ali je v tej formulaciji zdravila sekundarna in terciarna struktura dovolj stabilna za nadaljnje študije ali ne. In seveda to pomeni, da je potem v stabilnostne študije, se pravi, ko imaš ti neko skupino vzorcev, to v žargonu rečemo batch vzorcev,
in ga vključiš v stabilnostne študije, se pravi, ne vem, gledaš, kaj se z njim dogaja dejansko v naslednjih parih mesecih ali pol leta, ne, bi ti v bistvu vključil samo te, ko so stabilni, ker tiste, ko niso stabilni, načeloma dejansko študiraš stabilnost zastonj, ker itak se bojo pač v nekem času ne bojo več učinkoviti, ker bojo razpadli. In seveda tak pristop, da bi v bistvu zmanjšali število slabih vzorcev, oziroma predstavnikov, bi pomenil na koncu seveda nižje stroške in krajši čas proizvodnje oziroma na industrijskem nivoju, se pravi na veliki skali. Nekaj osnovnih, bom povedal nekaj osnovnih zadev glede same strukture, da bomo vedeli v bistvu, zakaj jo raziskujemo. Se pravi, protein ima primarno, sekundarno, terciarno in kvartarno strukturo. Za ta projekt oziroma za te raziskave tako primarna kot kvartarna struktura v bistvu niti nista tako pomembni. Pri primarni v bistvu gre za sekvenco aminokislin, se pravi v bistvu nekako kot puzzle se zložijo skupaj aminokisline v protein. V sekundarni strukturi se preko vodikovih vezij v bistvu povezujejo v alfa-veljačnice in ostale strukture. V terciarni strukturi pa so v bistvu te podstrukture še dodatno v bistvu zlagajo in med sabo povezujejo. To sem nekako izbral najbolj pomembne v bistvu strukturne elemente, se pravi primarna, sekundarna, terciarna, kvartarna. Pri sekundarni, torej kot sem že omenil, vodikove vezi, kateri stabilizirajo med seboj primarne strukture. Poznamo alfa-veljačnice, beta plošče, zanke. V terciarni strukturi so pomembne tudi disulfidne vezi. In še ena stvar tu, v bistvu same interakcije med seboj v bistvu stabilizirajo samo obliko proteina. In ta oblika proteina načeloma potem se odraža v samem delovanju proteina, kar pomeni, da v bistvu terciarna struktura je zelo, zelo pomembna pri učinkovitosti zdravil na bazi proteinov. Seveda tudi sekundarna. Načeloma, ko se zadeve razgrajujejo v teh tovrstnih tipih liofilizatov, se gre nekako zaporedoma nazaj, se pravi, najprej se razbije terciarna, sekundarna in tako dalje. Ta slika v bistvu ponazarja nekako povzetek raziskav, se pravi, sem ponesel vzorce, tako da zdaj lahko želim malo okoli. Pogledali, pravi, v bistvu zgleda vijame čisto isto. Za mašek v tem primeru z zeleno kapico pokrito v nekaterih primerih. Pravi, v bistvu to je vijala z liofilizatom. Te vzorce v bistvu so pripravljeni v leku, nekaj tudi delamo na farmaciji liofilizacije. In v bistvu point tega slajda oziroma te slike je, da, kaj se hoče povedati tudi, da z eno samo metodo ne moremo raziskati dovolj dobro same strukture proteina. Zato v bistvu pravi strukturne spremembe zaznamo z določenimi tipi analiz. Potem imamo konformacijsko dinamiko, konformacijske spremembe. Se pravi, na koncu je pomembno povezati vse oziroma izbrane metode skupaj, da nam podajo nek končni pogled v samo strukturo. To sem nekako hotel narediti zdaj pregled. TIR, to je v bistvu nižuje kot Fourier transform infrared spektroskopija, se pravi infradeča spektroskopija. Če ste kdaj delali vaje iz kemije, ste sigurno eno izmed metod osnovnih je to vedno v bistvu na katerikoli vajah se pokaže, recimo organski sintezija pa organske analize ali tako dalje. Recimo z metodo, kot je infrardeča spektroskopija, lahko zaznamo spremembe v sekundarni strukturi. Zaznavamo jih globalno, se pravi, s to metodo ne moremo lokalizirati, kje
v proteinu oziroma v učinkovini se dogaja sprememba oziroma se je zgodila sprememba. Lahko pa seveda zaznamo spremembo in v tem primeru v bistvu najpogosteje se gleda tako imenovano midno območje, približno 1600, pri obrobni dolžini 1600 in v bistvu gledamo izginjanje tega pika oziroma spremembo oblike tega pika, v bistvu tega vrha. Moram reči, da to je ena izmed najbolj osnovnih metod, najbolj enostavnih, najhitreje v bistvu dobiš informacijo. Zelo uporabna, je pa žal premalo natančna oziroma nam ne poda tistih res specifičnih vpogledov v samo strukturo proteina. Komplementarna metoda IR-ju je ramanska spektroskopija. Ravno tako sekundarno strukturo lahko z njo spremljamo in ravno tako globalno. Te metodi so si komplementarni v smislu, da v bistvu ponavadi z ramansko spektroskopijo dopolnimo to, kar dobimo kot podatke ven iz infrardeče spektroskopije. Se pravi, najboljše je v bistvu, da najprej raziščeš določen tip vzorcev z infrardečo spektroskopijo in tam, ko nisi siguren, potem še v bistvu z ramanom dopolniš. Podobno je tudi z NIR, se pravi NIR, bližnja infrardeča spektroskopija, je ravno tako komplementarna metoda infrardeče spektroskopije. Zelo malo se uporablja. Moram reči, da se lih z njo ubadamo trenutno na farmaciji in spektrometer ne deluje pravilno. In tako da v bistvu še zdaj ne vem, ali jo bomo sploh uporabljali, ker dejansko nismo dobili nič nobenega pametnega podatka. Dalje fluorescenca, ena izmed bolj pomembnih metod, kajti če smo sedaj govorili o sekundarni strukturi, ta nam omogoča pogled tudi v terciarno strukturo. In kaj je dobro, da nam v bistvu to omogoča lokalno. Potem so metode še take, kot so DSC, ko nam v bistvu z njo lahko gledamo konformacijo, spet globalno. Solid state NMR, se pravi NMR v trdnem, to pomeni, da dejansko v večini primerov NMR zgleda tako, da se proteine strukturno raziskuje v raztopini, se pravi raztopiš v vodi ali pa kakšen puflo, morda tudi metanol in tako dalje. V tem primeru, v bistvu, ker ne želimo raztopin, želimo v trdnem, se uporablja solid state NMR. In zelo pomembna metoda, oziroma zelo veliko informacij lahko dobimo prek nje, v bistvu, to je pomembno pri tej metodi. UV-vis tudi pomaga raziskati terciarno strukturo, spet globalno. Pravi, NMR imamo tako globalno kot lokalne informacije lahko. Zanimiva metoda, recimo, za omeniti še XRD, to je kratica za X-ray difrakcijo, se pravi rentgensko difrakcijo, ki nam omogoča v bistvu raziskovanje v smislu kristaliničnih oblik, ponovno terciarna struktura in ponovno globalno. Potem so še dve specifični masno-spektroskopski metodi, ki jih v bistvu imamo namen uporabiti v zadnjem delu projekta, če z ostalimi metodami v bistvu ne bomo dobili dovolj informacij, bi se poslužili tudi tem. To so predvsem moderne tehnike, v bistvu pri teku nosi kratico SSHDX, v bistvu gre za to, da gledamo izmenjavo vodika z deuterijem in spremembo prek te zamenjave, se pravi deuteracije v masnem spektru. Pri teku ima kratico SSPL-MS, pa v bistvu v sam protein vgradimo fotolitsko učinkovino oziroma bolj rečeno označevalec, katerim potem v bistvu lahko ga obstreljujemo s fotoni in gledamo v bistvu potem spremembo v masnem spektru. Tako precej zapletene, ampak in moderne metode, ampak nam dajo, bom rekel, precej dober pogled v samo strukturo, kot terciarno, kot tudi sekundarno, kar v bistvu zelo uporabno.
Ok. Jaz sem vrnil malo nazaj k vzorcem, se pravi liofilizatom. Kot sem omenil v začetku, izgleda vse zelo lepo in prav, ampak v bistvu, če nimaš primernih vzorcev, ti nobena metoda v bistvu ne koristi. To smo na začetku imeli precej problemov, ker so bili v bistvu vsi vzorci ok. In karkoli smo v bistvu gledali prek recimo IR-ja, infrardeče spektroskopije, vse je štimalo, vedno je bil isti spektrum, vse je bilo ok. Nikoli, recimo, nam en primer, smo vzorec en teden imeli na 70 stopinjah Celzija in se z njim v bistvu izgledalo nič. Bil še zmeraj ok. No. Sicer ni nič slabega, to pomeni, da dejansko tista formulacija bila zelo obstojna, kar pomeni, spravi na dolgi rok, če bi recimo rekel, da bi ga imel eno leto doma na sobni temperaturi, bi bila v bistvu tableta, v tem primeru še zmeraj ok. Se pravi, z tega, ker se zdaj nadvezal, v bistvu pomembno je za stabilnost sama izbira ustrezne formulacije. Če ti izbereš ustrezno formulacijo, načeloma bojo na bazi proteinov, oziroma proteini v teh zdravilih še zmeraj stabilni kljub raznim zunanjim dejavnikom. Izbira ustrezne informacije, to pomeni, izbira se recimo koncentracije proteina, koliko samega proteina v bistvu boš dal ti v raztopino, katero boš potem liofiliziral. Pufer, s katerim boš v bistvu ga dodal, da boš dosegel pH pravilen in ga potem v bistvu, da ti ne bo pri procesu liofilizacije se pH spreminjal in pomeni recimo razbil samo strukturo ali pa sam protein. Dodatki stabilizatorji, v tem primeru je v prvi vrsti mišljen sladkor, oziroma sladkor generalno gledano, sukroza, manitol. Manitol je zelo uporabljen, ima svoje prednosti, zelo stabilizira strukturo, ampak lahko povzroči tudi kokristaliziranje proteina. Se pravi, sladkor kot doma je v kristalni obliki in tudi v tem primeru manitol je tak isto v bistvu lahko v kristalni obliki in lahko se zgodi, da v določen tipu formulacije, ker bo sam sladkor kristaliziral, bo z njim kristaliziral tudi protein, kar pa ni najboljše, ker v bistvu se mu lahko če protein kristalizira, načeloma pomeni, da se mu je T-celna struktura porušila. Ni nujno, ampak je indikator, spravi, da se z njim nekaj dogaja. Pomembna je tudi izbira samih pogojev liofilizacijskega procesa. Pravi, lahko spremenimo temperaturo, tlak, čas. To je sicer ful podatkov je gor naloženih. Hotel sem pokazati samo to. V bistvu, to so podatki, katere dobim skupaj z vzorci. Recimo pri paketu vzorcev in zraven je v bistvu ta tabela. To je šlo za 5 formulacij, ki so bile podvržene dvem liofilizacijskim ciklom, tu je eden. Recimo ena formulacija v bistvu brez sladkorja, druga formulacija ima en sladkor, tretja drugi, potem pa recimo daš vedno za primerjavo vse te dodatke brez proteina, da vidiš v bistvu, po domače rečeno, prazen vzorec, kakšen spektr je oziroma tako imenovan blank vzorec. Pravi, zakaj je to dobro? Recimo, tu imaš manitol, on kristalizira in ti sabo vleče protein in ti kristalizira to protein. In ti v bistvu potem smeriš XRD in dobiš kristalinično, da je bil tvoj vzorec kristaliničen, ampak, če so prisotni če je prisoten spektr, ki odgovarja samo manitolu, torej da ni zraven nobenih drugih signalov, je po vsej verjetnosti kristaliziral samo sladkor in ne protein sladkorja. Zato je vedno dobro imeti neke prazne vzorce, ki v bistvu na isti način jih daš pod vse cikle in potem na koncu okarakteriziraš, čeprav ni noter proteina, se pravi, te načeloma ne zanimajo, da imaš nek osnoven spektr, na katerega potem nalagaš spektre proteinov. Ok, to je lepše videno tam v bistvu. Zlato. Kako? Zlato. Ko bi vsaj bi imel smisel, da bo nekaj drugega prišlo, da je bil prav vemo, kaj asocira ponovadi. Belo zlato. Anekdota, ko sem postal odpravljal.
ko sem šel na informativni dan, sem šel na kemijo in je bila profesorica Nataša Bukovec, ki je potem tudi imela anorgansko kemijo. In je bil gor slajd, ni bilo teh ampulc, je bila pač ena struktura, ne? In kaj mislite, da je bilo? Kokain. In v bistvu zgodba je bila, da kako je v bistvu zapletena sinteza samega kokaina. Ne? In dejansko je tako. Potem sem, ne vem, čez nekaj časa šlo to v bistvu me je zanimalo, ne? Dejansko ima toliko stereocentrov, da dejansko je draže ga doma narediti, kot pa da ga pač v Kolumbiji tam, se pravi, mafija dela, ne? Oziroma pač kartel. Ga lahko narediš doma, ampak v bistvu samo ena oblika, če so samo na en način prav obrnjeni stereocentri po domače zadanje. Tako da ti lahko narediš, ampak ne bo efektivno. Tako da to je hotela povedati. Kemija je lahko zanimiva. Da je prostor za raziskave. Prostor za raziskave in hkrati ni ko zdravje škodljiva, ampak ljudstvo škodljivo. Enako delaš v bistvu v bokinki in ni nevarno. Ok, gremo nazaj. Izbral sem, mislim, da 3-4 tehnike, ravno tako, da malo v bistvu pokažem, kaj delamo. FTIR spektrometer, novodobni FTIR spektrometer, včasih bi malo večji, sicer slabo vidi. Ta je v bistvu, tudi mi imamo na farmaciji takega, deluje na kristal, se pravi, ti enostavno vzorica nešeš na kristal in posnameš spekter. To, kar vidite spodaj, je seveda spekter, oziroma več spektrov, ampak niso spekter. Obdelan je kot v bistvu druga derivacija, second derivativ. In zakaj to? V bistvu, ko ti dobiš surov spekter, so spremembe tako majhno, v bistvu, da težko zaznaš. Seveda, če ni proteina, ne boš videl mednega pika, ampak to ni point, ker v bistvu ti hočeš videti, koliko se ta pik spremenja. Zato v bistvu ga derivatiziraš in potem v bistvu vidiš razlike. Ne? Se pravi, da se spomnim, kaj je to. Aha, ok. Dva vzorca, katera ste imela zraven, mislim, da manitol, sta v bistvu, se pravi, niže, ko gleda dol pik, večja kot ta dolinca, no? Hribček, dolinca, kakorkoli, več proteina noter, ne? Se pravi, tam, ko ni proteina, praktično ni pika, ne? V bistvu ta pik zgine, medtem ko ta formulacija je imela, pozabil, en drugi sladkor zraven, mislim, da je bila sukroza, katera je manj stabilizirala sam protein tekom liofilizacije. Ne? Tako da v bistvu, tu se izkazal manitol kot najboljše izbira v tem tipu formulacije proteinske. Fluorescenca. Čeprav prej nisem omenil, v bistvu bom zdaj. Fluorescenca se ponovadi izvaja v kiveti, ker ponovadi izvajaš v raztopini. Ne? Ampak, mi v bistvu jo izvajamo v solid state obliki. Sicer ne preko takega nastavka, je malo drugačen, ampak se pravi, ti v bistvu naneseš surov vzorec in ga potem prek fluorescence posnameš. Ne? Je sorodna, rekel tako, spektrometer zgleda zelo podobno in sorodna IR-ju, ampak pri fluorescenci gre za to, da v bistvu ti v bistvu zaznaš prehod iz vzbojenega v osnovno stanje. In to, kar v bistvu, če vzorec fluorescira, ti zaznaš to. Potem, ko pri IR-ju je v bistvu koliko vzorec dejansko prenaša IR žarek, oziroma absorbira, oziroma prepušča. Tako da je malo drugačne stvari v bistvu gledamo, čeprav je inštrument zgleda enako. To so fluorescenčni spektri na koncu, gre za en ali pa drugi cikel. Tiste vzorce, ko sem prej kazal, niso sicer 5 tu, ampak gleda podobno. Menimo kvantitativno, se pravi, mi nanesemo enako maso vzorca in potem v bistvu postavimo fluorescenčni spekter. Zato nižje, ko je v bistvu ta vrh, ki je značilen za proteine, oziroma ta valovna dolžina je značilna za proteine,
nižji, ko bo vrh, manj bo terciarne strukture proteina. Spravi, ta dva vzorca, ko sta tu na dnu, ker v bistvu proteina ni noter, to sta blenk vzorca. Zato sem prej rekel, da je dobro to posnet, da v bistvu se ne bi tebi se tu v bistvu pik pojavljal zaradi ne vem česa, kar v bistvu bi prekrival sam pik vzorca. To se je dogajalo pri enih vzorcih, ko smo merili in še zdaj ne vem v bistvu, kaj bo zraven, verjetno so bili slabo formulirani in dejansko protein razpadel in se imel v bistvu dve učinkovini, dva tipa iste učinkovine v istem vzorcu. Ampak to je očitno v bistvu isti tip formulacije, s tem, da tam, ko ni proteina, v bistvu ni, bom rekel, odziva, medtem ko tu se pač kaže. In v obeh primerih vidimo, da določen tip formulacije in to se upada s tistim, kar sem prej pokazal pri IR-ju. Tam, ko je bila sukroza, v bistvu smo bili nižji odziv, spravi manj terciarne strukture, manj proteina. Manj stabilen na koncu, če povzamem. Ok, solid state NMR. To sem pokazal za tiste, ki mogoče malo bolj poznamo NMR. V bistvu, snema se pač, NMR spektrometer izgleda enako, tudi sonde in vse ostalo je praktično enako, s tem, da se v bistvu v samo cevko enostavno pač vzorec, ko ste ga videli tam, homogenizira in se ga v bistvu v prašnati obliki da v samo cevko. Posnami se ponavadi, kje si? 13C, kateri nam da edini omembe vredne informacije. NaH, ki v bistvu izgleda kot en velik kub. V določenih primerih velja posneti tudi, se pravi, 15N, dušikov spekter, vendar. Problem pri tem je, da traja precej časa, oziroma moraš označiti tvojo spojino z dušikom, se pravi, dušik 15N. Tu so 3 spektri. Prvi je v bistvu izoliran čisti protein, drugi je ena formulacija, tretji je druga formulacija. To moram povedati, da niso spojine, zato ker to šele sedaj merimo, ampak se mi zdelo v bistvu ful dobra slika, zato ker tiste naše niso tako lepe, da se pokaže v bistvu čist protein, so nekako, po domače rečeno, te piki oziroma vrhovi, palčke, zelo ostri, oziroma precej ostri, no, za solid state NMR. Medtem, ko čim imaš ti formulacijo, recimo z manitolom, tudi točno tu ne vem, kaj je zraven, se v bistvu začnejo zadeve malo kupčkati, malo manj egzaktne so, no. Ampak še zmeraj se v bistvu prepoznajo noter piki, in tu, čeprav malo manj vidno, za protein v sami formulaciji. Seveda pa so pač prisotni tudi ostali piki. Normalno saj v bistvu dodamo v samo formulacijo sladkor, kateri ima veliko oglikovih atomov in seveda jih bomo videli v NMR-u. Ok, XRD. Se pravi, rentgenska difrakcijska analiza, praškovna v tem primeru. To izgleda tako precej Space Shuttle, ampak dejansko ne izgleda tako grozno, no. Čeprav lampa, katera proizvaja rentgenske žarke, je taka, točno taka, no. Te analize ne delamo na farmaciji, to sem prej pozabil v bistvu, ja. NMR v trdnem delamo v sodelovanju z skupino Gregorja Malija na Kemijskem inštitutu, medtem ko rentgensko difrakcijsko analizo delamo v bistvu na inštitutu Jožef Štefan na oddelku K9. Ok, tu vidimo dva tipa spektrov. Te 3 vzorci so amorfni, ker ni v bistvu nobenega odklona, nobenega pika. Medtem ko tu spodaj so. Ampak, kot sem prej omenil, je v bistvu v tem primeru nam je vzorec, oziroma protein v vzorcu, tako kristaliziral z manitolom, ampak, ker v bistvu je večina pikov sovpada z piki surovega manitola,
bomo na koncu povzeli, da dejansko sam protein, kot sam protein, ni kristaliziral in načeloma se mu terciarna struktura v tem primeru ni porušila. Ne. To seveda ni 100%, zato sem prej omenil, da samo z eno metodo težko rečeš, aha, zdaj ta protein je ok, ker so samo odkloni oziroma piki za sladkor in sam protein ni kristaliziral, ergo terciarna struktura je stabilna. Načeloma je tako, ampak moraš vedno preveriti, čez katero drugo metodo. In mislim, da so prišli do konca. Tako da, najlepša hvala, da ste me poslušali. Hvala. Če so kakšna vprašanja, na plane z njimi. Ja. Ja, lahko. Zdaj, ko to v bistvu trdno obliko daš, kaj je namen v bistvu? Zato, da to ostane veliko stabilno, zato, da se potem to rehidrira, se pravi za neko infuzijsko raztopino, ali zato, da se to oralno zaužije? Ker oralno zaužitje tukaj ne vidim nekega smisla, ne? Ne moč, ne, v bistvu, ne. Načeloma ne, čeprav lahko da enkrat bo tako. No, če se enkrat absolvira, mogoče na to ne gre. Danes smo sestanek narekel in v bistvu, ko je ena anekdota prav danes, da bom pol navezal na to. V bistvu tam, ko so eno leto nazaj želeli, bomo mi to liofilizacijsko ful raziskovali in to bomo delali ful razvoja, v bistvu zdaj ni več tako, to jih načeloma ne zanima več toliko, se dela bolj v ful koncentriranih raztopinah. To je zdaj kao naslednja oblika. Pravi, ni ne raztopina, ni ne trdna oblika, nekaj vmes. Ampak dejansko, zakaj jih njih zanimajo liofilizati in proteini v trdnih fermentacijskih oblikah? Ravno zato, da v bistvu jim podaljšaš stabilnost. Če sama raztopina stabilna, v bistvu brez potrebe jo dajati v trdno obliko, ker zakaj bi, ne? Načeloma ti potem rehidriraš protein, in ga v bistvu konzumiraš v smislu zdravila. Načeloma je tako, Tam si, jaz opravičujem, jaz se tikam s kolegom, nekako poznam, si v bistvu pokazal... Vsi me lahko tikate, Si pokazal za tale liofilizacijo, za protokol, ko si ga imel, kaj ti se tam je 60 stopinj, pa to, zakaj, ali to imaš samo tlak, ne? To že vidim, okej, dobro, tlak. To je bil tlak, kako je padel, pa si imel pa temperaturo. To v bistvu je izris, ki ti ga da v koncu. Nisem videl, da ustreza to sam tlako, ne? Ja. Koliko se ti je pa poznali to, recimo, postopek liofilizacije glede na končno formulacijo potem? Se pravi, na začetku sem omenil, da smo en čas raziskovali vzorce in karkoli smo delali z njim, so bili v bistvu stabilni. Bil uporabljen liofilizacijski cikl, tak precej blag, da imate rečeno, ki deluje vedno. V tem primeru sta bila dva tipa liofilizacijskega cikla uporabljena in tudi med njima je bila razlika, se pravi, nekje se je bolj poznalo, nekje je bilo manj videnje, recimo pri fluorescenci manj terciarne strukture, načeloma. Se pravi, niže smo dobili pike, manj intenzivni so bili. Tako da načeloma pozna se, ni pa nujno, odvisno od same formulacije. V tem primeru so že same formulacije, se pravi izbira proteina, ta protein ni naravno najbolj stabilen, medtem ko tisti, ko sem prej omenil, je bil res ful stabilen, in smo nekako že pričakovali, da bo tako, ampak pač nekje moraš začeti. Tu že sam protein, kot učinkovina, ni toliko stabilen in potem moraš dati dodatke. In se pravi, ob izbiri neprimerne formulacije se potem načeloma liofilizacijski cikel in izbira parametrov precej pozna. Tako da moraš biti tudi paziti. Hvala za zanimivo predavanje. Jaz imam tudi glede tega grafa vprašanje. Tle se zdi, kakor da pri normalnem zračnem tlaku, torej 1 bar temperature najprej pade na -40. To kaže. Načeloma najprej, v bistvu, ker najprej sladiš. Prav, protein najprej zamrznaš, ampak ni tako, da ko pride do zmrzovanja, se lahko kar fajn poškoduje. Res je. Zato v bistvu pač, če prehitro zamrzneš, načeloma je slabo za protein. Ni pa nujno, ne? Recimo tisti prva serija, ko je bil, pozabil sem, Infliximab, se je kliče učinkovina. Mislim, da nekaj v tem. To govorim, to je tržno ime.
je v bistvu karkoli se z njim delalo, okay. Tudi če si ga na hitro zmrznil, na hitro se grel, vsem je bilo ok. Se ta sukroza pomeni to so pa kaj krioprotektanti, zakaj se noter? Ja, v bistvu destabilizira sam protein v raztopini, oziroma tekom procesa liofilizacije. Manitol je, ne vem, vsak drugi članek, ko sem ga prebral, bil uporabljen, očitno delno. Tudi v našem primeru se je pokazal, kako to predvidamo. Tam protein bi se poškodoval zaradi vode pri zmrzovanju ali kaj drugega še tukaj posredi? pH, voda, temperatura, vse te dejavniki vplivajo. Ne? Recimo, če imaš pH okrog, tu je 6, ne? Z razlogom, da je neutralno okolje, načeloma ne mora biti nič narobe s proteinom. Ne? Zato je primerna uporaba primernega pufra tudi pomembna. Ne? Ker seveda, ko ti koncentriraš, se pravi, ko znižuješ vsebnost vode, se načeloma bo pH spremenil, da se ne sme preveč. Ne? V nekaterih člankih sem videl, da v bistvu nekako sam za tisti tip proteina. In kisel medij ni toliko škodil, bazičen medij pa ja, če si šel pH proti 12-14, se je kompletno slika spremenila proteinom. Tako da, pH je pomemben tudi. Mogoče še eno vprašanje, najprej hvala za predstavitev. Pač kakor metodo si omenil tudi DSC, Ja. da jo boste uporabljali, ste jo že? Je nismo še, jo bomo, ja. Pa pač prek parametra TG-ja, ne? Ja. Kaj pa, če TG-ja ne boste zaznali? V principu potem je neuporabna metoda, ga moraš v bistvu, no. Ker ti spremljaš v bistvu razliko kapaciteti, ne, se pravi, potrebuješ te gene. Tako da v tem primeru potem za tak tip vzorcev, ko ne bomo tega zaznali, dejansko Navaden DSC ali kakšen poseben? Iskreno ne vem, kaj imamo na farmaciji kot sam inštrument, ampak načeloma je navaden DSC. Ne vem, modela in to. Ne, Tega ne vem. kakšni posebni. Ne. Hvala. Če jaz bi nekaj vprašal. Ja. Kakšni so potem pogoji za med študiranjem stabilizacije? Se pravi, ko še enkrat liofilizat, ob kakšnih pogojih ne bi ta stvar bila zdaj stabilna in koliko časa? Prav, kakšni so atmosfera, temperatura Recimo in podobno? sobna, da ga pustiš na zraku odprtega, ne vem, mesec, 2, 3. Odprt, se pravi, da se vijalo odpre in da se ima da... Recimo. Kako je še vlaga problem, ne? Ko bo Recimo, vzela ja. noter in Ja. bo začela Ker zdaj tako je, ne? vzemati, ne? Se pravi, za shraniti ni tak problem, ne? Potem to za večkratno uporabo in tako dalje, ne? Vsak vzorec, ko je v bistvu vlaga je ful problem, ne? Ja. Vedno. Tako da, Sam, ker boš ti enkrat zaprt ga v vijali, tako noter načeloma duši. načeloma je, In je zaprto in hermetično tako, ja. in stvar Ampak rešena. recimo, potem, ko ga odpreš, načeloma ga moraš uporabiti, ne? In potem tudi, če je recimo higroskopen, da bo vlaga. Vse to, ampak spet lahko delaš v dušikovi atmosferi Tako. ali pa ne, ne? Ampak Zato recimo- sprašujem, kakšni so vaši normalni. taki robni pogoji? Se Bom pravi, rekel, na zraku... Ja, ker v bistvu to je tudi cilj, da dejansko ti imaš stabilno zdravilo na normalnih pogojih, ne, ker zdaj v bistvu izgleda lepo, da bi imel, ne vem, v bolnici pač dušikovito srednji, potem bi to pripravil tam zdravilo, ampak realno Ja, samo v vijali imaš, ne? V vijali, ki je Ne, zapekiranje to ni. v dušiku noter. Ne, mislim, da je samo, ne vem, če je prav dušik uporabljen zraven, ampak mislim, da večinoma je samo pač, se pravi, vakuum. Ker ti, ko odpreš, v bistvu greš šele zrak not, ne. Mislim, da se noter pihne dušik, preden se zapirajo v vijali. Ja, ampak ni v bistvu pač liofilizacija se ne dela po dušikovi atmosferi, no. Mislim, ni, da so taki pogoji. Vlaga je vedno prisotna zraven, no. Oziroma pač v tem primeru, no. V dušikovi atmosferi se zaprejo vijale v liofilizatorju. No, to, mislim, zaprejo se že, ampak pač hočem reči, da v bistvu Ne poteka v proces. ja, ko delaš na stopinju, to se v bistvu ne uporablja dušikov atmosferi. Tako da vlaga, če ima pač vpliv, ga ima vpliv čez cel čas. Ne končno konzerviranje, ampak
Načeloma, če bo voda problem, bo problem že v štartu. Vse je zelo malo, ker se skondenzira oziroma Ja, se zmrzne. Ne, ampak načeloma voda proti ne bi bila problem, no. Oziroma, In se struktura razpade, ne? Struktura se ja, vzame, ampak pa nekako tako stremijo ta zvile k temu, da bi v bistvu ne bi bil to problem, no. Spravi, da ga formuliraš tako, da voda oziroma vlaga ne vpliva. In kakšen je zdaj ta čas, ko naj bi stvar bila še, recimo, da sprejemljiva? Sprav, koliko časa naj bi ta stvar zdaj bila rok trajanja? Na začetku smo imeli sestanek v Leku, so govorili nekje, da ene stabilnosti študije upravljajo do pol leta. Ne. Se pravi, pol leta nekako oni testirajo, koliko ta vzorec potem še okej za gadati na trgu. Tako da, zgleda, dosti ne, ampak v bistvu gre hitro. Če pomisliš, ne, da nekdo kupi zdravilo in ga ima tam v bolnici, gre pol leta hitro, kaj nekdo porabiš. Še eno vprašanje, glede teh raziskav, recimo, če želimo mi vedeti, ne, samo kakšen je ta protein, ne, zakaj v bistvu se ne naredi analiza pred liofilizacijo, pa po rehidraciji, ne, pa se to dvoje preverja. Zakaj pravzaprav bi jaz zdaj želel videti v tej solid stateu, ne, kaj se dogaja? To je končna uporaba, ne, polirehidrirana oblika, ne, to mene zanima, kako bo noter protein. Ja, ampak v bistvu njih zanima lih v tem času, ko po poteku liofilizacije, ne, se pravi, ko je on v trdnem obliku, kaj se njemu dogaja, se pravi. Se vas hoče razumeti v bistvu, kaj se sam dogaja, ne, to je v bistvu tukaj, ne. Ker zdaj načeloma, ko ga ti daš v trdno obliko, ni isto kot v raztopini, seveda, ne. Mislim, pač struktura ni ista, ne, tako da sem imel idejo, ne, da bi v bistvu primerjal NMR surovega proteina v raztopini in potem pač v trdni obliki, ampak dejansko je no sense, zato ker je popolnoma druga spojina praktično, ne. Spekter bo čisto drugi, ne. Zopet ta kristalna struktura proteina versus NMR struktura Ja. proteina, recimo. Ne. Tako, ja. Ko je v določenih primerih res kompletno druga zgodba, ne. Mene ta časovna komponenta, ki je bila že omenjena, zanima. Če pomeraš, če karakteriziraš solid state takoj, ko liofiliziraš, pa po 6 mesecih. A je kaj razlike? Ste že kaj videli razlike? Nismo, ker zdaj v bistvu načeloma testiramo vzorce, ko so šele pripravljeni, se pravi. Okay. Ampak, ja, tudi to. Recimo, feeling je, da ne bo nič razlike. Prosim? Jaz mislim, da ne bo razlike. Da je solid state toliko stabilno na primeravi z raztopino, da po 6 mesecih nič ne. Ja, se v bistvu to njih zanima, ne? Če so dejansko, recimo, formulacije, ki jih še niso dali na tržišče in ki jih morajo še dati na stabilnostne študije, če so dejansko v tem času stabilni. Ker so imeli določene probleme, ko so dejansko na koncu po 6 mesecih, ne, imeli neučinkovito zdravilo na koncu. V bistvu je pač tekom tega časa se porušil. Ne? Zdaj, A po 6 mesecih raztopine ali Ne. Ja, glede na izbiro pač formulacije, ne. Mi smo videli, da dejansko, če izbereš pravo formulacijo za pravi protein, se ne zgodi seveda nič. Je toliko stabilen, da ne more biti nič. Čim pa pač si nekje malo, lahko rečem temu akademsko, greš malo izven comfort zone, lahko pride do tega, da v bistvu med seboj vzorci niso si enaki, se pravi, nekje je več proteina, nekje je manj, pri isti koncentraciji seveda. Kakšne oblike nestabilnosti pa pričakujete v trdni obliki? Kako to misliš nestabilnosti? Fizikalno ali kemijsko oziroma kaj se... Se pravi, načeloma reakcije, če se mu poruši terciarna struktura, se pravi, se mu bojo porušili nekatere vezi vmesne, tako da ne bomo temu reči kemijsko, ne. Kako pa je z možnostjo, recimo, študij pospešenega staranja proteinskih učinkovin, a se taki ne bi treba resiti? Ok, zdaj recimo, če rečemo, da ga imaš na 6 mesecev na stopnji temperature, rečemo, če bo še en mesec ga imel na 40, je to malo pospešeno. No. To recimo smo danes stavili en več vzorcev, inkubirali na 40 stopinj, da vidimo pač
Zdaj, to je ena taka, da pospešena, no, drugače prav, da bi 6 mesecev dal v 6 dni, to je malo tako triki, no. Ker vedno, ko ti izpostaviš višjim temperaturam, enkrat, ko prebiješ, ne morem reči, ko začne razpadati protein, potem v bistvu je čisto vseeno ali en dan ali en mesec, ne, pač je praktično že razpadati, se pravi, če ga dovolj segreješ, no. Načeloma 40-50 stopinj, to je še zmeraj okej, ne. Kateri članki so imeli tam 70-80, takrat so se začele v bistvu zadeve razpadati. A še kaj vode ti ostane noter, pa tja noter? Mislim, koliko ti ostane pravzaprav? V procentih nimam pojma. Iskreno, ampak recimo določeni vzorci jo takoj vežejo nazaj, v bistvu. Že čim odpreš, posnaviš recimo 2 IR-ja in potem, ko zapreš, se ti že lepi recimo za spatolo. Tako da zdaj nimam občutka, nisem pač tega meril, koliko bi lahko bilo vode še notno. Zaradi te fizikalne pa kemijske stabilnosti, zato sprašujem, da dejansko pač jaz tudi pričakujem, kakor je pri ostalih zdravilih, ne pride do interakcije med posameznimi pomožnimi učinkovinami, ne, preko vode seveda, ne, tukaj je difuzija oziroma pač tako potovanje, ne, smo že tudi mi tudi pokazali, ne, da dejansko se te pomožne učinkovine voda je v bistvu ključen dejavnik. Voda je tudi ključen dejavnik. Nekje do 2%, 1 do 2%. Ja, se mi zdi, da bi to znali biti, ja. In že to je dosti, ne, v bistvu že kar nekaj. Sam proces je pol tudi toliko počasnil. Mislim, se je lahko tudi zniža koncentracijo vode, verjetno, odvisno od tega, kakšna je formulacija. Se prilagodi proces, da prideš na zahtevano raven vode. Pa se podaljša ta čas na diagramu. Iskreno ne, koliko imajo limit v leku, da je pač še sprejemljivo, koliko vode mora v teh procentih. Mislim, da 2%. Kar malo urina. Ja, nimam pojma. Kar vem, da v bistvu ene vijale se takoj v bistvu navlažijo, druge ne. Čisto odvisno. Zdaj tako za analize, da imaš najbrž to zaprga, ne, pač pa samo... Določene analize, recimo solid state NMR, sem nesel pač zaprto vijalo in je odprl posnel eno story spektra. Tam recimo v NMR-u bi voda najbolj škodna, no. Tudi ketogeno. Tako mislim, imaš pač ali kvote, ne, ki odpiraš samo za eno Ja, tako. Da jih ne odpiraš, ne. Če bi po 2 mesecih vzel vijalo pa eno raztopil, eno pa v trdnem stanju pomeril, ne bi dobil istih rezultatov tega liofilizata? Misliš isti spekter? Ne isti spekter, da bi ne mogel ugotoviti, ali je ta protein stabilen. Jaz razumem, da spekter ne bo isti, ker ne gre za isto agregatno stanje. Ampak ne dobiš z analizo enakega rezultata, se pravi, ali je stabilen še protein, ali se ne razpadel, ali je na pol razpadel. Načeloma je tako. Je pa res, da pač moraš stapljati. Ja, ampak... In korak več, ne. Big picture, gledano, ne. Imaš recimo 100 vzorcev, ki daš na liofilizacijo. Ne biš to liofilizacijo. Zdaj recimo, dajva reči, da 50 jih je slabih, pa potem še v tistih 50, ki ostane, jih je pol dobrih, pol pa nekje vmes, ne. Zdaj, če gre oni s vsemi stotimi na študije, delajo več kot polovico v bistvu z nečim, kar v bistvu že po procesu liofilizacije slab vzorec, ne. Se pravi, proteina manj, kot smo ga imeli prej v raztopini. Zdaj bi v bistvu, če bi ti recimo z nekim IR-jem, pa še z eno metodo ugotovil, teh 50 vzorcev gre dalje, teh 50 ne, in v bistvu jih 50 manj. Tako nekako je pač po domače rečeno the big goal at the end. Sam ti moraš še zmer teh 50 zanalizirati, ti moraš še zmer odpreti pa pogledati, kakšen je. Isto je, kot če bi razstopil. Ali pa recimo, še ena varianta je, da ne vem, si jih razdeliš in v bistvu vzemeš, ne vem, vsak 50-ega, ker zdaj, če bi pač nek vse odpiral in pogledal, ne bo šel skozi, ne. Ja, mislim, tukaj morate tudi paziti, da niso vsi vzorci iz istega beča isti, ne, ker imaš te centralne vijale, pa robne vijale in je treba vedeti, odkje je vzeta iz... no vse, pač recimo rečeva, da imaš nekaj 10 podobnih vzorcev in če na 2-3 vidiš, da so slabi, da ničeloma lahko vse tako nekako. To je pač potem ta implementacija na industrijski nivo, ko v bistvu malo drugače gledaš na stvari. Ker bo tudi kaj z agregacijo. Proteinov. Ja. Zna biti problem. Ja, zna biti problem. Ja.
Pa vi ovrednotite agregacijo s katero od teh metod, ki ste jih našteli? Zdaj prav samo agregacijo ne, ampak pozna se v določenih aspektih v bistvu, če protein agregira, ga bo v bistvu v določenih aspektih videl razliko, ne? Se pravi, da bo načeloma tistega vrha karakterističnega manj. S katero metodo recimo? Zdaj točno z agregacijo ne vem, ampak recimo za fluorescenco vem, da lahko zaznaš, če protein agregira ali ne. Pa solid-state ne maram tudi. Ampak je več komplementarnih metod, ki ti potem v bistvu ti lahko povejo to, spravi. Spravo, tekom biofilizacije v bistvu agregira, ne? Ja. In imaš potem v solid-state agregati. Agregati, tako, točno to, ja. V bistvu nimaš potem istega proteina, s katerim si štartal. Jaz se tudi bolj težko generazim. Ja, res je, ja. V bistvu večji problem je potem ta liofilizat, ko ga rehidriraš za uporabo, v bistvu imaš agregiran protein, ki načeloma ni več učinkovit, ne. Ja, ali pa še če bo škodljiv, ne. Ja, recimo, ja, bravo. Jaz bi imela še eno vprašanje glede teh fluorescencij, ko smo gledali sicer v raztopinah, če smo imeli svež protein, pa če smo ga segreli, je fluorescenca narasla in to bilo nekako tudi v skladu s članki, ki smo jih prebrali, ker se pač triptofan in te aminokislinski aromatski ostanki se bolj izpostavijo, tudi da se fluorescenca poveča, tukaj pa kao kontra, no, tudi če je solid-state s tom pomeni. Ja. Kot bi mu rekel, pač v članku je bilo tako povedano in tako prikazano, zdaj, zakaj je tako, ne bi vedel, ampak recimo fluorescirajo pač določene aminokisline, ki imajo v strukturi stvar, ki fluorescira, ne? Recimo fenilalanin, ne? In zdaj v bistvu načeloma, če se poruši terciarna struktura, ne, se očitno v tem primeru, v nasprotju s tvojim primerom, se verjetno te skupine nekam umaknejo, ne, in dejansko spojina manj fluorescira. In se to odraža v nižjem, se pravi, nižjem signalu, ne. Zdaj, tam, po mojem, je ravno obratno, ne, se te v bistvu fluorescenčno aktivne skupine verjetno bolj pridejo na površje, kakorkoli, no in potem v bistvu lažje fluorescirajo, recimo, ne. Ampak točno ne vem. Samo z okolico povezan voda, pa kako se izpostavi in potem kakšne imaš interakcije z okolico topila in tako naprej, ne. To je pa fluorescenca, ne. Večjo ali manjše denaturirano pa nativno stanje, ne. Tudi v tej literaturi, ki sem dal skozi, nikjer ni bilo omenjeno, zakaj. Oziroma raziskano zakaj, ne? Ker v bistvu imaš tako, da že projekt je tako nastavljen, da te ne zanima, zakaj je ta struktura taka in zakaj v bistvu ni taka, ampak v bistvu samo zakaj je proteina manj, oziroma stabilno veliko proteina manj v liofilizatu. Je malo... Samo če bi ovrednotili, kaj je tisto, ki vpliva, pa potem na nek način probali preprečiti vpliv teh dejavnikov, bi lahko dosegli bolj stabilno obliko. Res je, oziroma, tako bom rekel, ne, samo prek ene metode, v bistvu samo prek ene metode to ne, da bi točno tarčno gledal, ampak dejansko prek različnih tipov formulacij. Recimo imaš en tip proteina, kateremu paše, ne vem, en tip sladkorja pa en tip pufra, ne. Bolj kot nekateri drugi sladkorja, pa enemu sploh ne paše sladkor zraven. Sladkor govorim na splošno, ne, to cukroza, ne. Tako da bi prav tako akademsko gledano, to je problem ta, moram dodati to, ne, ampak je malo bolj na široko zastavljena zadeva. A z aktivnostjo se boste tudi ukvarjali, ali samo stabilnostjo? Samo stabilnostjo. Oziroma, načelno samo stabilnostjo, tako rekel. Nikoli ne si nikoli. Ker, tako bom rekel, ne, to so zdravila, nekatera so že na tržišču, nekatera bodo, so tik pred tem, nekatera načeloma bodo, ne. In zdaj v vseh primerih, ki sem jih povedal, se ve aktivnost samega proteina, kaj dela, kako dela in to je v bistvu samo, kako ga zapakirati.
Ja, sam proces lahko vpliva na stabilnost in Res je. aktivnost. Ne? Res je, ampak te, bom rekel, basic študije so že v bistvu že danes skozi, tudi če dobim sosorce, kateri študiram, je to že rešeno. Načeloma, no, v splošno. Zato sem rekel, da načeloma ne bomo, ker lahko pa ne, bo potrebno tudi kaj takega. Še kakšno vprašanje? Včasih zapiši, mogoče še kakšno vprašanje takole. Sprav, najlepša hvala za tole super predavanje.